Živijo Rok, dan po izpadu iz Big Brotherja, ne ravno navdušen nad tem, kako so te predstavili v šovu, če prav razumem. Pa tudi v samem šovu sem igral, muči me to, da tudi v samem šovu sem igral v bistvu na iskrenost, na nekonfliktnost. Ne maram konfliktov, ne maram zahrbtnosti, ne maram z zahrbtom govoriti kaj grdo o ljudeh. In prav to se je obrnilo proti meni, prilagodljivost, recimo, ker nisem povedal svojega mnenja, kaj bi sam jedel za zajtrk in sem se s tem strinjal, kar so drugi rekli. To se je na koncu obrnilo proti meni, spadal sem človek brez hrbtenice in ni fajn, sploh zato, ker sem se vrnil domov, kamor sem si najbolj želel in sem videl, kako sem v bistvu moji najbližji bolj prizadeti, kot pa jaz sam. Jaz pravim za vse nekaj dobro, ljudje so tudi spoznali, pa ne, da jih se je zgodila mečkam krivica, ampak da so me predstavili v mečkam napačni luči. Ampak sem vesel, da sem dobil zdajle priložnost, da širši javnosti povem, da sem vse skupaj imel samo kot igro in da sem bil rahlo presenečen nad takšnim odzivom od takšnih intelektualcev, od ljudi, ki sem jih vedno cenil, še zdaj jih spoštujem in kot toliko mlajši ne bi izgledal, da bi jim nazaj karkoli očital. Sem bil pa res presenečen in čakal me je hladen tuš po vsem tem veselju, ko sem bil srečen, skoraj sem imel kot sreče, ko sem prišel ven iz hiše, ker je res težka preizkušnja to, zares težka. To, kar je bilo prikazano v eni uri oddaje na dan, je bilo izvzeto iz konteksta. Pa ne, da se to ni zgodilo, ampak dan je bil dolg praktično vemo koliko časa. To, da sem se družil z Zlatkotom, mogoče z Neno na začetku, to je bilo vse plod krajšane prostega časa. V bistvu smo se zabavali na stojni način. Zlatko ima blazno domišljijo, Zlatko dober človek po srcu in skonektali smo se taki ljudje skupaj. In zato, ker nismo izražali mnenja, kdo nam gre na živce, kdo smrči, kdo smrdi, kdo ne vem kaj, takšne opaske smo slišali, smo izpadali mi kot ljudje brez jajc, brez hrbtenice in opažam, in to me tudi drži po koncu, da ljudje so to opazili. Na forumih je dosti pozitivnih kritik v moj prid, to me drži po koncu. Nekateri celo se zbirajo peticije, da se javno opravičim, ampak jaz tega ne pozivam. Povedali so svoje mnenje, pokazali so, da iskrenost je tukaj samomorilsko dejanje v Sloveniji.